Zdravo, jaz sem Anže in to je podcast Tehnična podpora, ki ima v svojem logotipu klicaj. Veste, kaj ima še klicaj? Obrazec vpraša Anžeta, ki je seveda v zapiskih. Najlepša hvala sem za odzive in tistim, ki jih boste tja še dali. In pa pozdrav vsem v Discord, ker se je kar veliko dogajalo ta teden. Začenjamo pa z Applom in enim epilogom, ki se mi zdi ga zelo vredno omeniti, že zato, da se že spet opozori na preveliko navdušenje nad narekovaj umetno inteligenco in vsem ostalim. Zdaj, da spomnim, Apple je pred zdaj 2 letoma, to je leta 2024, obljubljal zelo veliko, bi človek temu rekel. Imeli so tisto predstavitev, kaj vse bo znala nova Siri, njihov ta asistent, ki že 100 let obstaja na telefonih, ampak ga je prej gnala ena druga tehnologija. Potem smo bili pa sploh ne na vrhuncu, mogoče na začetku tega hajpa, se temu strokovno reče, umetne inteligence, v narekovajih seveda, in je Apple pač moral nekaj narediti. Takrat so tudi najeli človeka z Googla, to je John Giannandrea. Upam, da sem to prav rekel, se vsakič zmotim. Okay. To je nek človek, ki je v Googlu delal z temi strojnim učenjem in je potem šel v Apple in so mu dali celo divizijo in je on pač razvijal naprej Siri, da bi ta postala boljša, ker so se nad Siri pritoževali praktično vsi. Potem so pa to seveda zapekli tudi operacijski sistem, kjer naj bi Siri vedela, kaj se na tvojem telefonu dogaja. So dali tudi eno glasovanje, sem ga dal tudi v zapiske, ker je nekje celo ostal, sicer ga je Apple že zbrisal izpovsod. No, v oglasu pač ta igralka, ki je igrala Bello Ramsey v Igri prestolov, to moram tako reči. Nekako reče telefonu, s kom sem se jaz že dobila, ne vem, pred 2 mesecema, ker nekoga ne prepozna in telefon odgovori, to je bil pa Janez Novak. In ona, zdaj pa vem, da je bil to Janez Novak. In so res zelo veliko obljubljali, potem pa nekaj teh obljub, sploh tistih najbolj zahtevnih, enostavno niso nikoli dostavili. To bi bilo za vsako podjetje, tako na veliko nekaj obljublja in potem nečesa ne dostavi, že velika reč. Ko gre pa za Apple, ki se načeloma kar trudi, da ne obljublja preveč, oni kvečem vedno manj obljubljajo, pa potem več dostavijo. To je ta angleški rek, zdaj v angleščini povedal, under promise, over deliver, se pravi, manj obljublja, več dostavi. Oni so zelo znani potem in je bil to res kar tak velik madež, bom rekel. Ne vem sploh, kako se drugače izraziti. Jaz sem zato tudi takrat posnel kakšno epizodo ali 2 na to temo. No, zdaj pa ta zadeva dobila tudi nek tak epilog, bomo kar rekli. Bom malo prebral, sem dal tudi v zapiske članek iz The Verge, kjer so lepo povzeli, kaj se je dogajalo. Apple se je strinjal s plačilom $250 milijonov za poravnavo skupinske tožbe, ki mu je očitala zavajanje kupcev glede razpoložljivosti funkcij v narekovajih Apple Intelligence, tako so oni poimenovali to svojo verzijo umetne inteligence, seveda tudi v narekovajih. Zdaj pa napreden se veselite teh vseh milijonov, ki jih bojo plačevali. Predlagana poravnava bi veljala za prebivalce ZDA, ki so med 10. junijem 2024 in 29. marcem 2025 kupili vse modele iPhone 16 ali iPhone 15 Pro, ki sta takrat naj bi podpirala Apple Intelligence. Ljudje, ki oddajo ustrezne zahtevke, lahko prejmejo €25 za vsako upravičeno napravo, oziroma lahko tudi 93, zelo odvisno od telefona in še 6 faktorjev, to je dokaj nepomembno. Ampak dejansko se je celo nekaj zgodilo. Zdaj seveda Apple je to sodbo tako razrešil, da je rekel, nekaj bomo plačali, in se je zadeva ustavila. Seveda je to zaradi tega, ker bo kmalu ta njihov WWDC, World Wide Developer Conference, ta njihova največja konferenca skozi leto, kjer je res namenjena predstavitvam novih operacijskih sistemov in novih funkcionalnosti, ne toliko novim napravam. No in na temu WWDC-ju bodo predstavili najbrž, zdaj pa končno zares, predstavili to zmogljivejšo Siri. Vmes se je seveda zgodilo, to sem tudi pokrival v tehnični podpori, to, da so dobesedno plačali Googlu, da bo uporabljali njihov model Gemini, sicer neko posebno različico, ki bo tekla na strežnikih od Apple, bomo videli, kako bodo to speljali. Vmes je tudi John Giannandrea, rečemo, da sem prav to rekel, šel z Apple, nekako še nekaj je ostajal, pa potem upokojito, ampak v resnici so se ga kar znebili, so dali to reč nekomu drugemu in se je zdaj 2 leti seveda zadeva drugje razvijala. Je pa Apple vseeno, ni zdaj tako, da so vse živo napovedali, potem pa ničesar dostavili, seveda tudi kakšno funkcionalnost dostavil. Bo zdaj prebral še njihovo izjavo ob tej sodbi, ob tej odškodninski sodbi.
Od uvedbe storitve Apple Intelligence smo v številnih jezikih predstavili na desetine številnih jezikih, na desetine funkcij, ki so integrirane v Appleove platforme, so pomembne za vsakodnevna opravila uporabnikov in so na vsakem koraku zasnovane za zaščito zasebnosti. Te vključujejo Visual Intelligence, prevajanje v živo, orodja za pisanje, Genmoji. Vsi, ki uporabljamo, že to je tisto, ki te naredi kot risankastega junaka, kot neko slabo risanko naredi tvoj prijatelj ali tebe res slaba zadeva. No. Cleanup in številne druge. Apple je sklenil poravnavo za rešitev zahtevkov povezanih z razpoložljivostjo 2 dodatnih funkcij. To zadevo smo rešili, da bi ostali osredotočeni na tisto, kar počnemo najbolje. Zagotavljanje najbolj inovativnih izdelkov in storitev našim uporabnikom. Spravijo, oni pač pravijo, da samo 2 reči od tistega napovedanega niso dostavili, kar je seveda res, gre pa za tiste mogoče najbolj uporabne, ta primer, ki so ga vedno dajali vanje. Povej mi, kdaj moja mama pride na letališče, na obisk, ne, in ti telefon pogleda koledarje, pogleda zapiske, pogleda maile, pogleda vse v živo in ti da nek odgovor, potem ti pa mogoče še rezervira taksi do letališča in jo pobereš točno, kot tvoja mama stopi iz letališča. Ne. To so te sanje, ki nam jih obljubljajo, pa se še kar niso zgodile. Tako da ja, tehnično gledano, seveda, Apple je marsikaj dostavil, kar je takrat obljubil, ampak se mi zdi, da je kar velik razkorak med slabimi animiranimi slikami in pa tem, da telefon karkoli počne za nas in nam daje relevantne informacije. Zdaj, ta novica je zanimiva zato, ker se je celo nekaj zgodilo, po drugi strani pa ja, bomo videli, kaj se bo zdaj predstavljalo. Jaz bom to seveda pogledal, te vse stvari, ki se bodo dogajale v Cupertinu, ne, na WWDC-ju in bomo videli, ne, kaj bodo tokrat dostavili. Je pa to kar jasen signal, da nekaj bodo, ne, da so šli zdaj to poravnati. Zato, ne, preventivno, zato, da ko bodo dali te novo Siri ven, recimo, ne, se bo lahko pozabilo, se smo plačali, smo se zmotili, ne, smo ljudi malo okoli prinesli, ampak se smo plačali, smo se pokesali, poglejte zdaj to novo Siri, ki je ne zlata, platinasta in zna vse, praktično vam bo telefon zlago perilo najbrž. Tako da, še eno pomnik, kje smo v narekovajih umetno inteligenco, kaj vse obljublja, kaj vse se potem da dostaviti, tako da previdno, ljudje, ki poslušate ta podcast. Naslednja tema pa še dolg od prejšnje epizode, ne, ker sem dobil par odzivov, ko smo imeli tisto vprašanje v poštni nabiralnik epizodi, ne, kako spraviti slovenščino v tekst in sem jaz rekel, ker po mojih izkušnjah je res najboljša še enkrat po mojih izkušnjah, to res moram povedati. Sem to tudi takrat rekel, ker sem veril, da bodo boljši predlogi, so bili pač Googlovi dokumenti, jaz sem imel tam res največ uspeha. No, potem sem dobil pa kar par odzivov, pa jih bom zdaj prebral. Najprej Rebeka kliče, živijo Anže s klicajem, brez klicaja, ampak vsaj klicaj omenjam, fair enough. Evo, tole snemam na aplikaciji Soniox. Gre za aplikacijo za simultano prevajanje transkripcije iz vseh možnih jezikov, vključno slovenščino, ki je res huda. Razvila pa jo je slovenska ekipa, ki zdaj sodeluje s Samsungom. Klicaj. Ti jo priporočam, da mogoče testiraš. Sama nisem testirala Googlovih zadev, ampak vsekakor pa lahko rečem, da je za slovenščino Soniox res huda zadeva. Uporabljamo jih na konferencah, na mednarodnih srečanjih. Že brezplačna verzija ti omogoča veliko kreditov za neko občasno uporabo, če potrebuješ za poslovno, pa raje vzami pro verzijo. Mislim, da glede na to, da gre še celo za slovensko startup podjetje, da se to pač res plača. Podpirajmo naše. Adijo, Rebeka. Hvala, Rebeka, potem je pa še Mojca. Poglej to, človek na Discordu, ki je z imenom in priimkom, najbrž, ker je ta drug priimek nekaj, kar ne bom znal prebrati. Mojca, naprej se ti opravičujem. Mojca Miklavec, Groenhuis, bom jaz rekel, tako je življenje. Takole Mojca piše. Glede transkripcije slovenskega govora, Google ne seže do gležnjev Sonioxu. Šef je Slovenec, ni pa zastonj razen za nekaj minut tedensko in potem je dala povezavo. Jaz sem šel zadevo preizkusiti, sicer sem samo par stavkov povedal, ampak toliko, da sem videl, ali to deluje, kako deluje in moram reči, da res kaj deluje. Ja, slovenščina, mene kar malo preseneti, kako te zadeve včasih res dobro delujejo, se vidi, da so te vsi LLM-ji, vsi te tudi chatboti in vse ostalo, vsi te modeli v narekovajih umetne inteligence na začetku bili narejeni za prevajanje in tekst, ne? Tako da res včasih zadeva res impresivno deluje. Moram reči, da je tudi aplikacija dokaj super, edina stvar, ki me je zmotila, je to,
da ni bila v slovenščini, oziroma jaz tega nisem znal nastaviti, pa sem se kar nekaj časa boril z nastavitvami v aplikaciji. Se pravi, celoten vmesnik je v angleščini, ne prevaja pa vse možne jezike. Se pravi, ne samo prevaja, res govoriš noter, zazna tvoj glas, potem pa še prevede v jezik, ki ga hočeš, in to zelo hitro deluje in tudi moram reči, zelo dobro. No? Tako da hvala za to priporočilo. Jih bom dal v zapiške, če bi še kdo to poizkušal. Potem smo dobili pa še en odziv. No, zdaj en odziv na to temo, ki ga bom zdaj prebral. To je napisal pa Andrej KK in na Discordu. Spravi Andrej KK, to je njegov username, hvala, ker je pač to relativno normalen username. Glede transkripcije slovenskega govora lahko poizkusite tipkam.si. Aplikacijo sem naredil sam, ker sem tetraplegik in sem iskal res enostavno in učinkovito rešitev za narekovanje v slovenščini, pa na trgu nisem našel ničesar, kar bi delovalo dobro. Dela na računalniku in telefonu, za okna pa je na voljo tudi poskusna različica aplikacije, ki jo namestiš na računalnik in lahko uporabljaš kjerkoli v računalniku preko hitre tipke. Dobro podpira slovenščino in tudi druge jezike, lahko jo preizkusite brezplačno. Tako da tipkam.si in sem jo tudi šel preizkusiti, sem se na hitro logiral, tako kot je Andrej napisal. Moram reči, da je delovala v mobilnem brskalniku, se pravi na Safariju, na iOS-u je dejansko spletna stran, ne, pač cel mini app, no, je to tako napisan, da dela tudi v brskalniku, kar se meni zelo dopadlo. Tako da pejte pogledati, če tipkam.si, pa mislim, da ima pač angleško ime Perfect Text. Zdaj, seveda so vse te stvari plačljive in zdaj, zakaj so pa plačljive? Zato, ker v zadnji še vedno tečejo te modeli in je treba te reči plačati. Veste, ne? Tako da, ampak tako kot sta in Mojca in Rebeka napisali, tudi pri, zdaj bom še enkrat pogledal, ker je ime je tako, kot je, Soniox. Tudi pri Sonioxu dobiš neke kredite, ki jih potem porabljaš in moraš kupiti nove, če več zadevo uporabiš za neko občasno zadevo, je pa Soniox čisto ok. Pa res pogledajte še tipkam.si, da vidite, kaj je Andrej naredil. Tako da najlepša hvala za ta dva odziva, zdaj imamo pa še par stvari iz obrazca in pa na koncu spet nova ocena v Apple Podcast, tako da tega se lahko veselimo. Tokrat za spremembo ni bilo nobenega odziva borcev za Viber, ne, ker ponovadi se vedno kdo najde, ki potem zagovarja Viber, bom zdaj tole prebral, sta dve zadevi. Zdravo, že sklicaja Martina, najlepša hvala. Hvala za super epizodo, kot vedno sem jo posredovala vsem prijateljicam, ki še vedno vztrajajo na Viberju in potem je un emoji, ki zavija z očmi. Tako da ja, Martina, delaš božje delo, da širiš to. Res škoda, da nisi na koncu dodal, da naj že enkrat nehajo uporabljati to, zdaj bom pa ena beseda, ki je res, to sranje in presedlajo na Signal. Lep pozdrav in hvala za vse podcaste. Najlepša hvala, Martina. Še enkrat, ja, nisem hotel že spet Signalom težiti, ampak ljudje, dajte Signalu priložnost. Gre za praktično dobrodelno organizacijo, ki dela najboljši šifriran klepetalnik, ki dela na praktično vseh platformah. Dajte mu šanso. No. Zdravo, že, klicaj, Nataša. Bravo za klicaj. Ravno sem zamudo poslušala epizodo Poštni nabiralnik 5, v kateri govoriš o SMS-ih, ki letijo prosto po spletu. Zanima me tvoje mnenje o encrypted iMessages, ki so se pojavili v zadnji različici iOS-a. To je tista zadeva, v kateri si se enkrat spraševal, kdo to sploh še uporablja. Hvala za odgovor in lep pozdrav. PS, fajn podcast in najlepša hvala, Nataša. Ja, to ste najbrž opazili, ljudje, ki imate Apple-ove naprave. Apple je zdaj začel označevati, da so iMessagi šifrirani. To pa zato, ker so morali zaradi Kitajske, to sem že govoril v prejšnjih epizodah, bom tako povedal, ker so morali zaradi Kitajske podpreti tudi RCS pa mogoče ima kdaj celo šifriranje in so zdaj se hočejo tudi malo pohvaliti, da ko pa so samo modri balončki v iMessageu je pa seveda vse šifrirano in so to zdaj začeli tudi označevati. Tako da, Nataša, to ne gre za nič novega. Jaz, ko sem govoril o tem, kdo to sploh uporablja, sem bolj govoril o tem, da v Evropi enostavno iOS, se pravi iPhone, ni tako dominanten oziroma nima takšnega deleža kot v ZDA, kjer so praktično vsi, toliko ljudi na iPhone-ih, da je tam posem samoumevno, da vsi porabljajo iMessage in iMessage je že od začetka šifriran od konca do konca. V Evropi se pa taka situacija nekako ni zgodila, zato imamo WhatsApp-e, Viberje in Signal. Tako da, ja, je pa res, da če ste opazili, če imate iPhone in pogledate in zdaj, ko govorite z nekom z modrimi balončki, piše tam encrypted iMessage, to je seveda res, to je bilo tudi že prej res, zdaj se pa Apple s tem še malo hvali. To je to. Lejte, 14 minut. Ali je to? Ja, še ocena v Apple Podcasts. Jerry Foxes je napisal, super pa klicaj emoji, edino prav 5 zvezdic. Super podcast. Lahko bi edino bil daljši ali pa še bolj pogost. In potem smajlik ime žika. Tako da, najlepša hvala, Jerry. Se trudim
da so tudi včasih malo daljši. Pogost kot enkrat na teden je skoraj že težko, je pa res, da včasih umanjka, ampak vedno z dobrim razlogom. Tega ta teden ni bilo, zato tole poslušate. Za konec pa kot vedno, hvala vsem, ki dajete odzive v obrazec Vprašaj Anžeta s klicajem, in pa hvala vsem, ki poslušate. Pa dajte komu ta podcast priporočiti, to premalokrat rečem, jaz nekako računam bolj na ljudi kot na algoritme, no. Tako da, če vas je volja, dajte nekomu reči, ta šarlatan pa včasih kaj dobrega pove. Pa mogoče ljudje dajo možnost tudi tehnični podpori in jo pol poslušajo. Ne? Najlepša hvala za pozornost, ker ni samoumevno. To je to. Do naslednjič.